V podkastu, ki ga pripravljamo v sodelovanju z družbo Petrol, bomo osvetlili trajnostni prehod z več vidikov, morda celo za nekatere nepričakovane vidike. Zato sta danes z nami dva različna strokovnjaka, in sicer imamo direktorja prodaje energije in rešitev, gospoda Žigo Pižorna, in imamo vodjo kadrovanja, oba iz družbe Petrol, gospod Lovro Bezenšek. Trajnost ali pa trajnostnost, jezikoslovci se ne morejo zmeniti, kaj je pravilno, ampak marsikdo to doživlja kot neznanko, nekateri celo kot breme. Vi pa na svojih primerih dokazujete, da je to ravno nasprotno. Ampak začnimo od začetka. Zakaj se v zadnjih nekaj let tako veliko govori o trajnosti? Ja, seveda, nekaj je predvsem to, da imamo incentive, se pravi neko smer, ki je pač podala Evropska unija, ki je podal svet, Pariški sporazum in tako naprej. In pač vse je bilo usmerjeno v tej smeri. Zdaj, seveda ne, dokler je bilo to, če lahko rečem, sponzorirano oziroma subvencionirano, je pač to šlo. Zdaj, ko smo pa prišli v neko obdobje, ko je teh virov toliko, da so naredili preboj in vplivajo na trg energentov, se pravi predvsem na stanovitni viri, se je pa pokazala še druga plat tega prehoda. Da je potrebno s tem upravljati, da se je to pokazalo, da ta način, ki je bil do zdaj, se pravi način postavi in zbeži, da tega več ni. Da je pač treba s tem nekaj početi in početi to na način, da imamo stabilno oskrbo, in da ta volatilnost, ki je prišla, ki ni samo zaradi nekih razlogov političnih ali pa vojn, ampak je dejansko posledica preveč in premalo, da to lahko obrnemo v svoj prid, ne pa jemljemo samo kot grožnjo. Tako da to se da. Zakaj ravno energetsko podjetje, bomo rekli, pionir teh prehodov, pionir spodbujanja takega razmišljanja? Vsekakor nima izbire, če želi preživeti na dolgi rok. Ampak ste bili med prvimi, kar je pa je bila vaša izbira. Ja, res je. Tu je pač treba prepoznati, da je nekdo imel nek uvid strateški nadaljavo, kako se s tem spopasti, kako narediti ta prehod. Petrol je že imel en prehod prej, se pravi šel iz naftnega v energetsko podjetje, ta tranzicija je bila narejena že pred tem in zdaj seveda še v to. A jo doživljate bolj kot tranzicijo ali kot nadgradnjo? Tranzicija. Definitivno je tranzicija, ker je drugačen način razmišljanja. Predvsem je tukaj povezovanje, se spreminjamo noter, tudi sami procesi se morajo spremeniti, če želiš biti uspešen. Tako da je tranzicija. No, preden pridemo, mogoče za ta pojem še vedno za nekoga abstrakten, pa se lahko kar pripravite za naslednje vprašanje. Kaj zajemajo te, bomo rekli, trajnostni pristopi? Bom pa vas za to vprašal. Je že gospod Pižor nakazal, veliko ste se naučili, veliko ste morali sami, ampak ali je to dovolj? Ali imamo prave ljudi za te naloge? Ja, to je zelo dobro vprašanje, s katerim se tudi mi kot podjetje v bistvu dnevno ukvarjamo. Glavni izziv tukaj je, na eni strani imamo zelo izkušene zaposlene, ki v bistvu nam svojo dolgoletno karierno potjo prinašajo res ogromno nekega znanja. Po drugi strani pa na trgu iščemo tudi nove ljudi za nove pristope, predvsem skladno z nekimi projekti, ki prihajajo, in ugotavljamo, da nekako je razkorak med tem, se pravi, kaj bi mi potrebovali kot podjetje, kakšne znanje, kompetence in pa to, kaj obstaja na trgu dela. Tako da se s takšnimi projekti potem vedno bolj ukvarjamo tudi strateški pogled, kaj nekako potrebujemo za prihodnost, je pa ta zadeva vedno spreminjajoča, ni neke jasne usmeritve, da bi rekli, točno ta znanja, takšne ljudi, zaposlene potrebujemo v naslednjih 5 letih. No, jaz to ravno tako nekako vidim, ker orjete ledino. Ste mogoče celo vi nek vir znanja, ki bi ga lahko posredovali drugim?
Absolutno. In dejansko točno s tem se tudi ukvarjamo. Ne? To pomeni, da na koncu v bistvu zaposlujemo ljudi, predvsem, ki imajo nek potencial, ki izkažejo neko sposobnost po razmišljanju, dolgoročni rasti in potem dejansko to znanje mi na njih prenašamo, ko pridejo k nam. Ne? Tako da skozi različne pristope pa naše programe je zelo veliko potem fokusa na tem delu. Kdo so primerni kandidati? Kje prepoznavate največ potencijala? Jaz bi rekel tako, za projekte povezane z nekim energetskim prehodom, s trajnostnim prehodom, sigurno bo neka kombinacija znanj. Na eni strani iščemo inženirje, iščemo strokovnjake iz tehničnih naravoslovnih ved, ki imajo neko široko podlago v naravoslovju. Po drugi strani pa vsi projekti terjajo tudi visoko mero neke prilagodljivosti, nekih osebnostnih kompetenc, tista mehka znanja, ki jih imajo pa praviloma bolj kandidati recimo z družboslovnih faksov. Ne? Tako da tukaj v bistvu iščemo neko kombinacijo tega dvojega, pri čemer potem ponavadi iščemo naravoslovno ozadje, ta mehkejši del pa potem priučujemo sproti, ko so ljudje skozi naše programe nekako usposabljajo. No, bomo prišli tudi do programov, ko boste naslednjič na vrsti, vas bom vprašal, katera so tista znanja, ki ste jih vi največ posredovali drugim, in me seveda tudi zanima, ko ste tako široko zastavili to kadrovanje, da tako rečem pogojno, ali bi mogoče izpostavili kakšno znanje, kakšen pristop, nekaj, kar ste vi od zunaj dobili, pa morda tega ni bilo v hiši. Se pa zdaj vrnem k vam, tisto, kar sva rekla, trajnost ali trajnostnost, še vedno je to nekako abstraktno. Kako bi to recimo neki 80-letni gospe razložili, kaj je to dobrega, kar vi delate v okviru teh prizadevanj? Se pravi, trajnostno je neko delovanje bilo česa, ki ima čim manjši vpliv na okolje in je družbeno in ekonomsko sprejemljivo. To je nek najkrajši opis. Se pravi, ima vse te zadeve pokrite. Konkretno, recimo, spet, kako bi tej gospe danes imate to, tega pa prej niste imeli. No, se pravi, zdaj, če rečemo, ne, da je bila prej gospa na premogu, recimo na premogu, ne, in gre za na toplotno črpalko. Ne. Se pravi, ona mora razumeti, da je ta toplotna črpalka pač, da je bolj učinkovita kot prvo, da energija za to toplotno črpalko prihaja iz nekih obnovljivih virov, kolikor pač lahko, ne, nekaj miksa za to, da je vzdržen. In predvsem mi pokazati, da ima prihranek s to toplotno črpalko. To bo najlažje razumelo. To bo takoj razumelo. Ja. In to treba potem tudi držati to obljubo. Ne. In to je bilo, bom rekel, ta trajnost je bila prej bolj enostavna, ne, ker so bile zadeve bolj stabilne, zdaj pa ni več temu tako. Ne. Zdaj se pa to tako spreminja in tako hitro spreminja, da je potrebno tudi upravljanje te trajnosti, ne, se pravi teh trajnostnih rešitev. Ne. In je to upravljanje postalo del, da sploh pridemo do trajnosti. Ne. Se pravi, ni dovolj samo neka naprava in pač deluje, kakor deluje. In tega ni več. No. Tega uporabniki morda niti ne zaznajo, ampak ni več samoumevno, da nekaj bo v vsakem trenutku, ko si mi to zamislimo. Je res, ne, s tem, da začeli so se pojavljati mrki, nazadnje je bil ta v Španiji, kakor smo ga videli, ne, in to je neka težava, ki se lahko pojavi. Zdaj zavedanje uporabnikov, ne, se pravi, če rečemo, ta business to business, je to zavedanje, no? ker jim to vpliva seveda na proces, imajo to v nekih svojih ocenah tveganj. Zdaj mogoče pač za fizičen del populacije, ne, je pa tega zavedanja manj. Ne. Čeprav bolj, ko je ta izpostavljenost, bolj, ko raste cene energentov, več je tega zanimanja, ne, ker mora biti. No. Na tem drugem delu je pa to zavedanje že kar vzpostavljeno, no, in tudi tukaj, bom rekel, je neka naša priložnost in pa pot, da ne samo, da se odzivamo na te težave podjetij, da že vemo približno, kakšna smer bo in da jim že lahko svetujemo že vnaprej, da pridejo te situacije že pripravljeni oziroma že oboroženi za neko obrambo. Ne. Skratka, govorimo tako o takojšnjih učinkih, kot v preprečevanju kakšnih tveganj v prihodnosti ali pa neželjenih učinkov. Tako, in točno to je ta prednost upravljanja teh naprav,
da lahko spremenijo svoje delovanje, ne, na podlagi pač nekih inputov in pa želenih outputov. Ne. To recimo, da lahko najbolj enostavno ponazorim na primer baterijskega hranilnika, ki se lahko uporablja ali za prenos viškov, ali za znižanje neke konice za omrežnino, ali za arbitražo, ali za zagotavljanje nekih sistemskih storitev v elektroenergetskem omrežju. In se pač prilagodi ta zadeva tistemu, kar v danem momentu najbolj ustreza, največ prinese, ima najboljši učinek. No. In tu je pa potrebno upravljanje na podlagi napovedovanj, na podlagi preteklih podatkov, na podlagi nekih strateških odločitev, pač neprestano upravljanje je ključno. Uporabniki se včasih bojijo kakšnih sprememb. Ali bom jaz to znal, kam bom to dal? Tukaj je verjetno zelo pomembno z vaše strani, da je vse to lepo predstavljeno na nek razumljiv način in verjetno bodo uporabniki najbolj srečni kakih rešitev na ključ. Ja, to je pa ta pristop, ki prej Lovro ga omenil, ne, ta mehek pristop, te mehke veščine, da znaš zadevo enostavno pojasniti, ne, jo tudi zapisati, ne, ker vse to, te velike odločitve so vse grejo čez neke analize pa neke odbore in mora biti zapisano tudi jasno. In vsa tveganja naslovljena, ne, kaj se zgodi v primeru tem, kaj se zgodi v primeru drugem. Tako da ja, uporabniki deloma gredo na ključ, ne, oziroma se vse bolj razvija ta način energetske rešitve, se pravi, jaz plačam samo elektriko, kaj se pa zdaj zgodi, kaj se pa zadnji dogaja, me pa ne zanima, to tveganje naj prevzame ponudnik. Ali je pa kontraučinek, da hoče imeti še več razumevanja, več nadzora. Tukaj se pa velikrat potem pojavi težava, ker je potrebno imeti orodja pa ljudi, ki se s tem ukvarjajo. To pa pač je kar velika začetna investicija. Ne. Tako da tukaj potem neko pot iščemo, gradimo zaupanje na nek dolgi rok. Ti projekti, večinoma v Petrolu gremo na te projekte energetskega pogodbeništva, ki trajajo 10 ali 15 let. In to je praktično zakon. In ga se potrebno tudi tako obnašati v tem zakonu, da se zaupanje spostavi, da se nadaljuje. In da res naročnik dobi to, kar mu je bilo obljubljeno. No, ampak za vse to predstaviti uporabnikov morajo biti primerno usposobljeni ljudje in zdaj smo mi dva nazaj na tistem vprašanju odprej. Kaj so tiste stvari, kar ste ugotovili, da ste jih vi sami dojeli, ker ste se jih sami uvedli, se pravi znanja, ki ste jih vi lahko prenašali naprej in kaj je bilo takega, kar ste mogoče dobili od zunaj in tako to obogatili, to celotno vašo usposobljenost? Super vprašanje. V bistvu je tako, kar ugotavljamo, da ponavadi obvladamo, da že imamo in to tudi potem uspešno prenašamo na nove generacije oziroma v tem primeru potem tudi na nove zaposlene, je neko tehnično ozadje projektov. Zelo znamo v detajlih dejansko razložiti, kako smo neke stvari izpeljali, zelo jih znamo tudi naštudirati, preveriti celostno različne vidike in ponavadi ljudje, ki pridejo v Petrol, so kar malo presenečeni, v bistvu, kaj vse se v ozadju dogaja. Ne? V spredi vidiš uporabnikom se nam ne sanja, kaj vse je v ozadju. Še tisti, ki se drznemo reči, da smo malo bolj seznanjeni, pa nas boste gotovo lahko presenetili. Ne? Mislim, to je vprašanje, nekaj poveš, da delaš na Petrolu, te ponavadi povežejo z našimi prodajnimi mesti. Ja, s čepalkami. Kaj si se izmenil navado. Ja. Ampak ta slika se menja Petrola, no, se menja vse bolj. Nazaj k vam? Ja, v bistvu, če se navežem, v resnici ali si predstavljajo prodajno mesto, ali pa v najboljšem primeru, če omenimo še trajno zraven, mogoče kakšno sončno elektrarno ali pa vetrno elektrarno, ki jih imamo tudi ogromno. Ne? Zdaj, kaj pa potem želimo oziroma potrebujemo, je pa predvsem ta svetovalni pristop, se mi zdi, se pravi, da znamo nekako celostno vrednotiti projekte, se pravi, da ne gledamo samo na nek projekt, mogoče kot tehnično izvedbo, postavitev neke elektrarne ali pa neke parcialne rešitve za partnerja. Iščemo potem predvsem zaposlene, ki so strokovnjaki iz energetike,
ki znajo potem tudi svetovati in razširiti paleto nekih znanj, se pravi našim ekipam po eni strani, pa po drugi strani potem tudi našim poslovnim partnerjem kompetentno svetovati, kaj vse in kot Petrol lahko ponudimo, ne? Ker to pa je dejansko naša konkurenčna prednost, tako iz vidika zaposlovalca, kot potem tudi iz vidika nekoga, ki izvaja storitve za naše partnerje, se pravi, da imamo širino, velikost, ne? In dejansko se lahko potem ti strokovnjaki pri nas zelo dolgoročno razvijajo v različnih segmentih. Kamorkoli bo že ta trajnost šla, ne? Vemo, da imamo ogromno manjših igralcev na trgu, zaposlovalcev, ki so v enaki branži, ampak kar je naša prednost, je, da ne glede na to, v katero smer se bo trajnost razvijala, pa danes tega nihče ne ve reči za naslednjih 10 let, ne? Petrol ziher sigurno bo na trgu in bo en izmed vodilnih ponudnikov. In zdaj naši zaposleni avtomatsko so potem tudi veliki igralec na trgu. Ne? No, ravno ste mi dali zdaj dobro izhodišče za naslednje vprašanje k vam. Kateri so tisti deli ponudbe, za katere se vam zdi, da je javnost najmanj ozaveščena? In zelo drzno vprašanje, ste rekli, da se za 10 let težko napovedati, se strinjam tudi za 5, ampak jaz bom vseeno vprašal, kaj mislite, da lahko pričakujemo od vas čez 5 let? Kaj nam boste lahko ponudili, kaj nastaja mogoče že, kar bo naredilo naš svet lepši in naše denarnice bolj polne? Zdaj, čez 5 let lahko obljubim, da bomo zagotovo še tu. Ja. Kar smo imeli 80, definitivno. Ja, 100 je minimum. Več, ja. To je pomemben faktor, ne, pri odločitvi, s kom bo šel v neko dolgoročno pogodbo. Ne. Se pravi, greš z nekom stabilnim, ne, z nekom, ki lahko pluje čez te, bi rekel, divje vode, ne, ker dejansko energetika je postala neka divja voda. Vedno je bila, sem zdaj mogoče še bolj. Ja, mislim, so bili neki skoki, ampak so bila ta dolga obdobja stabilnosti, tega pa več ni. Ja, mogoče zato, ker verjetno si nihče ni mogel napovedati, kako sunkovito bo povpraševanje po energiji naraslo v zadnjih 10-15 letih. Mogoče smo se malo preveč omejevali na neke gabarite izpred 40 let. Tehnologija je šla naprej, udobje življenja je šlo naprej, vse to pa zahteva energijo. Tako zahteva energijo ob pravem času. Takrat, ko se mi spomnimo. Ne? Tako. Ja, torej takoj ali pa prej. To se mi zdi, da pač pozabljamo, ne? Da pač elektrike je lahko v sistemu točno toliko, kolikor se jo potrebuje. Ne? Nič več in nič manj, če želimo vzdrževati frekvenco. In potem pridemo, zakaj določene rešitve niso pač sprejemljive, izvedljive, smiselne. Izvedljive, tako je. Ja. Ljudje mogoče, uporabniki mogoče niti ne razumejo, da ni vseeno, če si ti umisliš ob 7 zvečer, pržgati vse živo pa ob 2 zjutraj. To recimo tudi marsikatero uporabniku je vsak trenutek v dnevu enak, vi pa prekleto dobro veste, da se v 5 minutah lahko razmere zelo spremenijo v omrežju. Ne? Tega razumevanja ni toliko veliko, ne? Ampak to je tudi naša naloga, da ga pač dosveščamo ljudi. Ne? Pač seveda, ne? Ampak izhaja pa si iz tega, vse to pa mora biti urejeno. Ne? To pa morate vi tako narediti, da bo to urejeno. Ne? Tako da tukaj imaš nek prostor pod soncem, ne, oziroma tudi vplive, ki jih lahko ti tako podjetje nadzoruješ, ne, in zmanjšaš potem tveganje, vpliv, predvsem daš pa stabilnost v nekem delu, na kar se ta ponudba navezuje. Ne. Če zdaj še odgovorim to prvo vprašanje, kaj je najbolj pomembno v ponudbi, ne, je vse bolj pomembna analiza. Ne. Cena, seveda je pomembna cena, ampak ta analiza tveganja, kaj naslavlja, ne, s čim se bodo, kateri problemi se jim bodo rešili, kateri izzivi jih bodo lahko dali z mize, ne. S kom delajo, kaj se zgodi v teh primerih, ne vem, se trg podreje, se neka druga stvar pokaže. Ne. Te zadeve mi v teh analizah naslavljamo, odgovarjamo naročnikom in tudi iz tega, na ta način smo potem lahko uspešni. Ne. To je ratalo najbolj pomembno. Cena je, seveda, ampak še enkrat, bom rekel, da je že skoraj tako pomembna, kot ta analiza. Poklicne priložnosti prihodnosti. Ko zapuščamo cono obdobja, se pojavijo izzivi. Marsikdo se izzivov boji, ampak vi zatrjujete, to je ravno priložnost. Kaj lahko, torej nek strokovnjak, ki mogoče razmišlja v tej smeri,
pričakuje, da bo njegova poklicna pot, kako se bo lahko razvijala. Kaj zahtevate od nekega, bom rekel, strokovnjaka, ki razume trajnost in kaj ste mu pripravljeni ponuditi. Potem bomo prišli do tega, omenili ste obstoječe projekte, pa mogoče, da kakšnega se dotaknemo, nekaj v smislu, nekaj, na kar ste ponosni, kar bi lahko izpostavili kot primere dobre prakse. Tako da začnimo najprej, torej, kot če bi si zamislili, da sem jaz na pogovoru za službo pri vas, ne, kaj bi vi zahtevali od mene in kaj bi mi bili pripravljeni ponuditi. O predpostavko jaz resnično imam recimo naravoslovno izobrazbo, torej nekaj razumem o tem, kako bi tekel recimo ta pogovor. Mogoče, da kak mladi strokovnjak, ki išče neko priložnost, dobi malo vpogleda, kaj lahko pričakuje. Zdaj, kaj iščemo nekako je predvsem visoko mero prilagodljivosti, pa neke samoiniciativnosti. Zakaj je to pomembno pri nas? Ker kot je Žiga dobro omenil, dejansko v tej branži se stvari hitro odvijajo, hitro spreminjajo, trendi se obračajo. Ne? In to hkrati pomeni tudi za zaposlene, da morajo iskati nove rešitve ves čas, se morajo prilagajati situacijam. Po drugi strani pa tudi v času, kadar mogoče ni nekih na vidiku sprememb, iskati samo iniciativ na neke nove pristope, ker na koncu to dodano vrednost ustvarja. Ne? Tako da tu sem zdaj opisal nekaj kompetenc, ki so nam pomembne pri vseh zaposlenih, ne glede na to, na katero delovno mesto znotraj trajnosti se že zaposlijo. Vemo, da imamo tukaj cel nabor nekih strokovnjakov, ne samo tehničnih kadrov, potem tudi v podpornih službah, raznih ekonomskih znanj je veliko potrebnih, družboslovnih, administrativnih. Ne, zadnje priprava poslovnih, dokumentacije, interne, eksterne, to je ogromno stvari. Ne? Tako, tudi prej je Žiga omenil besedo analize, ne? Vse te analize seveda morajo biti podprte s podatki. Jaz mislim, da je tudi to ena izmed ena od verzij, kaj bomo v prihodnosti potrebovali. Poznavanje razmer, tle imate tako, in pa leta in obseg, ne? Sebi uprit. Tako, in pa strokovnjake, ki znajo torej delati s podatki in jih predstaviti na ustrezen, strukturiran način, da lahko potem dejansko se odločamo, v katere projekte iti, na kak način, kaj so neki dolgoročni trendi. Ne? Po drugi strani, zdaj opisal sem cel sklop različnih znanj, kompetenc, kakorkoli, kaj pričakujemo. Vse to pa lahko ponudimo. Ne? Se pravi, tudi če nekdo nima vsega tega danes, pa se vidi na dolgi rok, da bi to želel postati kot strokovnjak, predvsem govorim tukaj o mladih, to so neke kompetence, ki jih lahko pričakujejo, da jih bodo pridobili pri nas. In dejansko, ker smo tako veliko podjetje, bodo imeli tudi možnost samega razvoja poklicne poti. Ne? To pomeni, da če se danes zaposlijo kot nek analitik v oddelku, to ne pomeni, da bodo prekladali podatke celo življenje. Tako, mogoče je to samo neka odskočna deska za njih, da se naučijo osnov na tak način in potem grejo v vodenje projektov. Recimo. Zlasti, če bo pokazal neko mero samoiniciativnosti. Podjetnosti. Točno to, ja? Točno to. In to je pa tisto, kar lahko potem kot podjetje in lahko rečem največje v Sloveniji ponudimo. Pa ne samo v Sloveniji, tukaj je vedno bolj fokus tudi na Balkanu, ne, se pravi na Hrvaškem, v Srbiji, v Bosni, v Črni Gori in tako dalje. In kaj lahko kot podjetje ponudimo na vseh teh trgih novim zaposlenim, torej tudi mladim, neko stabilnost in pa potem razvoj poti znotraj tega. Se pravi raziskovanje. Torej dinamično in vedno rastoče razmerje. Tako nekako ga vidim. Če lahko dodamo, ne? Se pravi, dobra podlaga je seveda dobra podlaga. Ne? Se pravi, da si ti prišel z fakultete pa neke šole z neko poznavanjem naravoslovja ali pa vse tem, to je super. Ne? Najbolj pomembno, absolutno in to bom zmeraj zagovarjal, je pa strast. Ne, se pravi, noben ne pride že s tem znanjem, ki ti točno rabiš. No? Oziroma, noben ne pride. Strast, in če ne znaš, se boš naučil. Strasti se pa ne da nadomestiti. No? Strast je važna, da se zakopljem, da bom našel, da če ne bom znal, se bom naučil, da bom vprašal, da bom to naredil, ta strast. In to je najbolj pomembno od vsega, ta strast. Naj človeka z žarom v očeh. To je ključno. Tak človek gre čez vse. Pa jih najdete? Ključno. Najdemo. Ker marsikdo misli, te mlade generacije, pa to, ne? Kako bi to komentiral? Ali je to samo en tak predsodek?
Ne vem, jaz mislim, da je pač velik stvar pristopano, človeka navdušiti, ne. Je res pa, da danes je veliko več izbire, ne. In je treba najti tiste, ki imajo to strast, je pa veliko na tem, kakšen pristop imaš do teh ljudi, ne. Se pravi, a jim znaš pojasniti, zakaj se sploh gre, da oni vidijo, kaj je smisel tega, ne. To je pa naloga vodja, no. Eno predrzno vprašanje, ne? Ali so vsa razmerja, tako zaposleni, novo zaposleni, vedno bila pozitivna, ali se včasih zgodi, da ali kakšen kandidat v praksi ne izpolni pričakovanja, ali pa pride do nekega sklepa, da to ni zanga, koliko je recimo osipa. Ali ste pa recimo, ali se pa te stvari že zelo dobro dorečejo na samem začetku, da je pot vedno navzgor? Dejansko prednost, ki jo jaz tukaj vidim kot našega podjetja, in to je povezano tudi s tem, ko včasih enostavno v življenju gotoviš, da nekaj, kar si mogoče želel v izhodišču, kasneje ni več to, ne? Da dejansko še vse ne obupamo in razvijamo. Se najdeš kje drugje, ne? Tako, in dejansko imamo ogromno primerov znotraj podjetja, kjer nekdo začne v enem oddelku. Konča na drugem. Niti ne konča, nadaljuje na drugem, nadaljuje na tretjem, četrtem, na tak način spodbujamo potem. Tega si v bistvu najbolj želite, se želite točno tako. To je praksa tujini, ne. Tako, ja. Tako. To je stalna praksa. Ja. Predalčkanje ni vedno najučinkovitejša rešitev, ne. Točno to. Pa poglejmo zdaj nekatere tiste projekte, da nam mogoče poveste, ki tečejo, ki bi jih lahko mogoče, ali pa ker tudi gotovo tudi predavate okoli in tako naprej, pa primeri dobre prakse. Pa. Zdaj te velike projekte, no, jih bom samo omenil, no, ampak predvsem želel bi pa druga stvar predstaviti, ne. Se pravi, veliki projekti so pač ti vetroparki, ki smo jih imeli, pa velike sončne elektrarne, Petrol Green, se pravi, vsa naša prodana mesta se želijo opremiti, oziroma velik del smo že opremili z sončnimi elektrarnami, neposredno za našo rabo, dodajamo baterije in tako naprej. En izmed zelo pomembnih projektov, ki smo jih pa dolgo nazaj začeli, so pa te energetske sanacije in upravljanje, se pravi energetske obnove in upravljanje stavb po javnem sektorju. To smo zelo prisotni po Sloveniji in tudi s tem nadaljujemo. Prenova javne razsvetljave. So to tisti modeli odplačevanja od prihrankov? Tako, to so ESCO modeli in ti so pač dejansko prinesli prihranke, pač zvišanje ugodja. Se pravi, mogoče da pojasnimo tistim, ki tega ne razumejo, ni direktnega plačila, ampak potem se vi poplačate od razlike, tako, ki se ustvari s prihranki, in potem, ko ste vi poplačani, prihranki ostanejo v celoti investitorju. Točno to. Zelo preprost jezik, da ga vsi razumejo. V tem času tudi mi zagotavljamo vzdrževanje, upravljanje in praktično. In tudi to se poplača od teh prihrankov. To se vse poplača. Tako. In se to da narediti. To so recimo projekti, na katere sem zelo ponosen, no, da smo jih izvedli in jih še izvajamo naprej. In ta model se je tudi razvil zdaj pa na samih teh obnovljivih virih. Se pravi, govorimo o modelih PPA, Power Purchase Agreement, zelo podobno, s tem, da ni prihranek, ampak je neko fiksna cena te elektrike, ki prihaja iz tega obnovljivega vira, ne. In potem to lahko skupaj damo z nekim baterijskim hranilnikom, naslavljamo še ta problem volatilnosti cene na trgu električne energije in dejansko to obrnemo v prid, znižamo ceno in ima naročnik potem 15 let, 10-15 let ima fiksno ceno. To se spet izračuna, to se spet... Tako, to je stvar pač pogodbe. Ne? Zdaj nedavno smo podpisali, zdaj imenih še ne bomo, ampak smo podpisali pogodbo za 3 megavate na lokaciji skupaj z baterijo, velikimi baterijami in tudi v bistvu prodali elektriko po tem PPA načinu naprej. In ta del se pač zdaj vse bolj širi. Širi se tudi v javni sektor. Se pravi, imamo te razpise, ki so trenutno zunaj JZP za sončne elektrarne, skupnostne sončne elektrarne na občinah. Tako da to je zdaj vse bolj prisotno. No. Je pa tukaj še enkrat, vem, da sem velikrat že rekel, ampak še bom, ker se mi zdi tako pomembno, ključen ta del upravljanja, dostopa na trg, analize, napovedi in da to deluje neprestano. No, pa mogoče še ena zadeva, ker se tudi meni zdi pomembna, ne? Ta decentralizacija omrežja, ne? Recimo nek oddaljeni kraj,
pa če pride do nekega slabega vremena, če je odvisen izključno od omrežja, se mu lahko zgodi, da je dalj časa pod nekim izpadom. To je pa tudi ena varnost, ena zanesljivost oskrbe. Če ti imaš vir energije blizu porabnika, ne, je to ogromna prednost, ker je to prispeva neodvisnosti. Ne? Mogoče še to poudarimo. Je res, ne, s tem, da tukaj pač potem mora biti prilagojeno omrežje za to. Ne? Ni zdaj osnovi, da je baterija že to tako, ampak je treba potem prilagoditi. Tako. Pa to deluje, se pravi, začasno za te ključne uporabnike, tako kot rekel, ne, pač bodimo iskreni, ne, zdaj to ni sezonska rešitev. Ne. Mi moramo vedeti, kaj je tisto, ki zagotavlja neko stalnost in tisto, kar zagotavlja nek odziv v neki nepričakovani okoliščini. Točno tako. In je, kot ste sami rekli, to vse treba gledati celovito v nekem celovitem načinu reševanja. Dobro, povejte mi, kako bodo ljudje razumeli vse te prednosti. Vse smo že sami rekli, najbolj razumejo, ok, prihranil bom, to bodo razumeli. Ampak kaj je tisto, kar vidite, da mogoče uporabniki najtežje razumejo, ko jim skušate predstaviti prednosti enega takega celovitega sistemskega pristopa do energetske preskrbe? Mislim, tukaj se začne že včasih pri osnovah. Ne, se pravi, kaj je elektrika, na kakšen način deluje elektrika. Ne, se pravi, zakaj je ne moš kar nekje shraniti. Ne. Si mislijo, da je to kot nek tank za gorivo. Ne. Včasih se že tukaj začne, ne. Potem pa v bistvu vsa ta pravila trga. Ne. Da v bistvu mi dobavitelji nimamo neke čarobne palčke, ne. Nimamo nekega zadeve, smo odvisni od trga, moramo to tam prodajati, moramo tam kupovati. Ne. In da tukaj prevzemamo neko tveganje. Ne. Recimo, in zakaj potem je dobra rešitev z baterijo, zakaj rabimo to upravljanje, zakaj tega sami ne morejo delati, zakaj rabijo dostop do trga, kaj rabiš za dostop do trga. Ne. Tudi tukaj je veliko enih stvari potrebno obrazložiti, ne, da se potem pride na konc ponavadi do odločitve, dajte, jaz bi pa sem želel storitev, dajte vi meni zagotavljati storitev, bojuta se naredili, pač mi bomo pa plačali dogovorjeno ceno. Ne. Ker je izziv postavljeno. Ljudje, uporabniki cenimo preprostost in transparentnost. Ja, pa dobro ceno, ne, seveda ne. Kar pa je potrebno zagotavljati. Pa recimo tudi te dejavniki, meni je recimo fascinantno, marsikdo razume, da če ti naročiš kurilno olje, da ti ga nekdo mora pripeljati v cisterni. In to vsi razumejo. Ampak potem pa ni jasno, zakaj omrežnina ima nek strošek. Ja, ker tukaj ne razume, ne, v čigavi lasti je to, kdo je to financiral. Ne. Se tudi za omrežnino smo dobavitelji največkrat dobivali očitke. Ne. Pa se to sploh ni vaše. Ker ni naše, ampak ljudje tega ne razumejo, dostikrat. Ne. In tukaj je potrebno osveščati uporabnike, ne, znova in znova in znova in znova. Ne. Mogoče bi še ta poudaril, en čas je tudi deloval v bistvu ta zeleni vidik, ne, gremo na zeleno. Ne. To pa zdaj več, bom rekel, ni več nek glavni motivator, ne, ljudi, ne, oziroma bistveno manj. Ne. Malo je bilo pretiravanja, pa so ljudje malo zasičani. Ne. Besede ne zadoščajo več. Mislim, bilo je preveč tega, bom skoraj rekel, marketinškega pristopa, pa premalo nekih, se tle imate vi mogoče ravno en izziv, da usposobite ljudi, ki bodo zunaj laboratorijev, zunaj vaših pisarn ljudem povedali v jeziku, ki ga oni razumejo, zakaj je to za njih dobro. Sej tudi je treba biti direkten. Ne. Vse ta zeleni prehod na način, ki je bil od začetka zastavljen, je bil zelo preveč brutalen. Ne. Ni imel vseh teh zadev pokritih, se pravi, kako se bomo za to penetracijo obnovljivih virov srečevali, kako bomo to upravljali. Ne. In to enkrat smo imeli viške. Ne? Tako, ne. Ja. To pač bojo, ne, se bojo pa prodajali. Ko so te scheme, to mora urediti. Ko so te scheme ven šle, ne, so se pa težave pojavljale. In to je treba nasloviti celovito in pokazati naročniku, da dejansko je neka trajnostna rešitev, ki pa deluje. Ne. Deluje pa zato, ker imamo tam hranilnik, ker imamo dostop do trga, ker s tem upravljamo in ta tveganja tako naslavljamo. Se pravi, zadeva deluje v celoti, ne glede na to, kaj se zgodi, ne, lahko zadevo prilagodimo. In tega prilagajanja prej ni bilo in upravljanja zdaj pa je. In je to ključno postalo. Ne samo pri proizvodnji in teh obnovljivih virov, pa tudi pri porabi.
Se pravi, tudi pri porabnikih samih, ne, prilagajanje same porabe. No in, ja, povedi. Če se smem navezati, ne, dejansko, kar je Žiga zelo lepo predstavil, ena rdeča nitka, jaz kot kadrovnik v ozadju vidim, je komunikacija. Ne. Absolutno. Rešitve so, kot vidite, vedno bolj kompleksne, vedno bolj je treba gledati dolgoročno z nekimi rešitvami, da se potem tudi ta ROI pokaže. Ne. In kar potem pri zaposlenih, ki jih iščemo, nekako želimo spodbujati in potem, ko so pri nas, razvijamo dalje, je predvsem ta komunikacija, kako nekaj, to je ključni izziv danes, pa za prihodnost se mi zdi, kako kompleksne stvari, rešitve skomunicirati na enostaven način, ne, in pripeljati na konec koncev pod črto posel. Ker vi se zagotovo zavedate v svojem krogu, svojim besednim zakladom in tako naprej, kako zadeve delujejo. Vaši uporabniki niso energetski strokovnjaki, vaši uporabniki govorijo preprostejšim jezikom, ne, in to je to. Ampak je pa ključno, da razumejo. Ne? Ja. Ključno, da razumejo, zato da vedo, kaj se dogaja. Ne? Da vedo, da ti tudi zaupajo, ne, ker še enkrat mi gradimo partnerstva. Ne? Nimamo samo naročnik prodaja, ne? Postavi in zbeži. Ampak odnos, razmerje. Partnerstvo. Ja. Dolgoročno. No, pa mogoče zdaj, da malo sklenimo ta pogovor. Ne? Recimo, če bi vsak od vaju imel neko čarobno palčko, s katero bi lahko nekaj naredil in nekaj spremenil, ne? Kaj bi vi naredili v smeri svojih bodočih sodelavcev, ali pa tudi zdajšnjih mogoče, ne? Kaj bi pa vi naredili v smeri neke ponudbe, da boste še lažje prepoznani in bolj prepoznavni? Pa ne rečem, da niste. Ja, definitivno, zdaj čarobna palčka, ne. Vsak od nas ima čarobna palčka, samo uporabiti jo je treba. Yeah. Da te projekte, ki smo jih že podpisali, ki jih imamo zastavljene, dobro kažejo, da jih speljemo, pridobimo in da je to v bistvu najboljša reklama, ne. Da se to skomunicira. Tudi seveda s pomočjo sodelavcev, ki to razumejo, imajo to strast, da grejo čez vse te izzive, ki pride naproti. Tega, jaz ne bi klešal na čarobno palčko, no, ampak res na nekaj, kar se da narediti. No. To niso pa nekaj, kar se sproti razvija, to ni nek veliki pokn, to je, to je razvijajoče. Samo je ta zdrava pamet, ki jo je treba komunicirati in pokazati, da je v ozadju tega zdrava pamet, ne. Da ni kar neko siljenje v neke rešitve, ampak da je zdrava pamet, ki deluje. No. Mogoče je mogoče ta odprtost ljudi, da bi se povečala, da poslušajo, da se kar ne zaprejo, to je pa nekaj, kar ne želimo imeti ali pa slišati. No. Med vrsticami berem, da vam je pomembnejši stalni napredek, kot pa hiter napredek. Absolutno, ker ta dolgoročno drži in to je naš cilj. Ne. Tako. Z vidika sodelavcev, zdajšnjih, bodočih. Se mi zdi predvsem mogoče, da se bi znali malo bolj pohvaliti, da bi znali biti mogoče malo bolj proaktivni ali pa da bi pristopili tudi ljudje sami, ko imajo neke rešitve, ki se želijo zaposliti pri nas ali pa vidijo neko dolgoročno pot. Tukaj govorim recimo predvsem o mladih, ne? Se mi zdi, da kot družba smo zelo še vedno mogoče bolj zaprti, kot so na zahodu. Mogoče manjka malo poguma. Tako, mogoče predvsem kulture. Kulture. A rečemo mladim poslušalcem in gledalcem, če imate dobro idejo, če imate dobro voljo, vi ste pripravljeni. Točno to. Ja. Točno to bi bila tista čarobna palica, da bi se v bistvu javili tisti, ki imajo neke ideje, želje, motivacije, kakorkoli, da se nam pridružijo in na koncu tudi potem najdemo neko pot znotraj skupine, ne, pri nas. To si tako lepo povedal, ne? Ker to se s tem se pa tako strinjam. Ne? Noben se ne bo smejal, če si nekdo nekaj upa, vse v nekem resnem podjetju. Ne? Ampak bo prepoznal to nek trud in želje po nečem večjem. Ne? Seveda pomagaš to usmeriti. Ne? Ampak tako je rekel Loro, ja, tujini to mogoče lažje so ljudje drugačni, kle se bojijo zavrnitve neuspeha, ampak v nekih resnih razvojno naravnanih podjetjih ne bo tega posmehovanja. Ja, pa mogoče korak nazaj ni vedno neuspeh. Če ti veš, zakaj je korak nazaj, ali pa če veš, da je to zato, da boš pol nekaj lažje preskočil, to potem sploh ni neuspeh. Ne? Mogoče malo še to miselnost moramo okrepiti. Te napake so del razvoja, brez njih ne gre. Točno to. Nemogoče je prvo narediti. Tako, pa tudi, če vemo, zakaj se je napaka zgodila, vemo veliko več. Točno tako. Ker smo naredili pot, ki ne deluje. Ne. Tako.
Dobro, jaz se vam zahvaljujem za ta današnji pogovor. Jaz prisrčno upam, da bo tole naše današnje druženje pomagalo, da dobite kak dober kader, zato da nam bo vse skupaj lepše, da bo narava bolj ohranjena in naše položnice nižje. Tako da hvala vam za ta pogovor. Hvala tudi gledalcem in poslušalcem našega podcasta.